Več kot tretjina mladih pije energijske pijače, vsak 6. 11-letnik in vsak drugi 17-letnik. V povprečju spijejo vsak mesec 2,5 litra. Pa pijem jih tako zjutraj, recimo pa pol po šoli, ko pridem pač šole, jih pijem pa tako 1 ali pa 2 na dan. Jih imate tudi doma v hladilniku? Ja, so tudi doma. Tudi starši pijejo? Ne, starši ne. Ti oni kdaj to tudi kupijo? Ja, tako, ko gremo na kakšno potovanje ali pa to, ali pa tako, če rečemo, ne, da mi. Spijem pač vsak dan eno, vem, da so škodljive, pijem jih pa zaradi tega, ker mi pač pomagajo pri učenju, da sem bolj, pač da sem zbrana. Se pogovarjate kaj s prijatelji o tem, kako je škodljivo? Bolj naj s prijatelji, bolj z družino mi povejo, da je pač to ni lih zdravo, pa da je tudi strupeno, pa da ful povzroča težave. Jaz sem to začela piti, ker pač so moje prijateljice pile, a ne. Veš, da je škodljivo? Pa ja, ker sem mogla narediti nek plakat zaradi tega. In poznaš? Ja. In kaj si ugotovila, ko si delala plakat? Ja, pa da ni dober, a ne, za srce pa za to. To je problem pri mladih zadnji nekaj let, opažamo porast uporabe energijskih izdelkov. Ti otroci so bolj utrujeni ob jutranjih urah. Prihajajo prepozno v šolo, zamujajo v šolo, prve 2 uri so nemotivirani za delo. Ne vsakodnevno pijem jih, kadar se mi zdi, mislim, kako se počutim, če sem zmatran, spijem kakšno. Pa veš, da je to škodljivo? Vem. Pa kljub temu piješ? Mislim, ja. Vsak teden. Vsak teden? Dobro, vsak dan, po šoli. Koliko pa spiješ? Ja, enega. Zakaj to piješ? Zaradi okusa. Ti pomaga, da si bolj buden? Ne. Samo zaradi okusa? Ja. Ne vsak dan, odvisno od dneva. Odvisno tudi od vremena, od počutja, vse. Kdaj jo vzameš? Po šoli, večinoma po šoli, pred treningom. Ti pomaga? Ne, večinoma zaradi okusa jaz pijem to. Kakor jaz vem, v bistvu ne vpliva toliko na zdravje, kakor kakšno kajenje ali pa kaj takega. Energijski napitki niso običajne brezalkoholne pijače, vsebujejo zelo veliko kofeina in sladkorja. Ker je telesna masa mladih nižja, se neželeni učinki pojavijo hitreje in bolj intenzivno. Energijske pijače na mlade večinoma delujejo izrazito slabo. So popolnoma umetno zasnovane, zelo premišljeno zasnovane in niti ena od sestavin energijskih pijač ni primerna za zdravje otrok in mladostnikov. So pa izredno nevarne pijače, starši se niti ne zavedajo tega. Zelo velik problem, ki ga jaz vidim, je pa to, da te pijače povzročajo lažno sposobnost in večjo zmogljivost. V resnici je pa to ravno nasprotno. Sčasoma pride do ravno nasprotnega učinka. Posameznik zaužije v zelo kratkem času zelo veliko kofeina. Gre za v bistvu pospešeno bitje srca, dvigne se krvni tlak, čutijo lahko tudi razdraženost, nemir, tesnobo. Se v bistvu poveča izločanje stresnih hormonov. Vod v motnje spanja, to je pa eden od zelo pomembnih dejavnikov tveganja tudi za srčno-žilne bolezni. Vse te stvari začnejo kopičiti in slej ko prej v zgodnji odrasli dobi imaš že lahko težave. Sem pa našel tudi vsebnost 30 gramov sladkorja v eni pločevinki. Če primerjate to z eno zvrhano žličko cukra, ki si jo vsujete recimo v kufe, ki je 5 gramov, se pravi 6krat več imate vi v eni pločevinki lahko energijske pijače. Vse ostale reči, ki so deklarirane, ne vem, taurin, ginseng, antioksidanti, aminokisline, vitamini in tako naprej. To so vse stvari, ki jih normalni ljudje z normalno prehrano dobimo noter. To je popolnoma nepomembno za vaše počutje, za vaše zdravje. V zadnjih 6 letih se je z energijskimi pijačami zastrupilo oziroma predoziralo 25 ljudi, najmlajši je bil star rosnih 8 let. Nenavadno je to, da je precej tudi mlajših od 14 let. Najbolj pogosto vidimo blage zastrupitve kot posledice predoziranja. To so ljudje, imajo prebavne težave, bruhajo, boli jih trebuh, pogosto se tresejo.
Včasih je treba dati dodatno tekočine v žile, še bolj recimo izraziti klinični sliki, kakšno pomirjevalo. Za tiste hujše zaplete, za aritmije, taki pa skoraj rabijo nujno obravnavo v malo večjem centru. To se ne da v zdravstvenem domu recimo pozdraviti. Zaskrbljujoče je, če so energijske pijače v domačem hladilniku. Tudi sami otroci povedo, da so jim energijsko pijačo kupili starši. Starši pravzaprav sploh ne pomislijo na to, kaj so otroku kupili. Vedno več teh pijač pijejo dekleta stara med 11 in 13 let. Tiste, ki tudi opuščajo zajtrk, kar pomeni, da na nek način z energijsko pijačo obvladujejo svoj apetit, kar je res zaskrbljujoče. Potem vidimo, da jih v bistvu posegajo po njih tisti, ki imajo precej podnormalno telesno težo, imajo neko intenzivno športno dejavnost in pa drugi, ki v bistvu so precej nad normalno telesno težo in se praktično ne gibajo. Otrokom do 12. leta morajo starši postaviti jasna pravila in jim energijskih napitkov preprosto ne dovoliti. Z mladostniki pa se je treba pogovarjati. Na nek način je otrokom treba povedati, kako na zdrav način dobijo zadosti energije. Da bi osvestili starše, učitelje, trenerje o škodljivosti pijač, so v Idriji pred 3 leti želeli organizirati posvet. Ugotovili smo pravzaprav, da niti ni strokovnjakov dovolj, razen na NIJZ-ju ena oseba, ki bi se s tem področjem ukvarjali. Tako da nekako strokovno okrogle mize niti izvesti nismo mogli na to temo. Tukaj je pač očitno mednarodni kapital tako močen, da se o tem nikjer ne govori veliko. Žal je tukaj v ozadju so res ogromni zaslužki od teh pijač, zato da se preprečuje pravzaprav javno soočanje, objavljanje škodljivosti teh pijač. Apelirajo na mlade, se pravi na to starostno skupino nekje do med 20 in 40 leti, ampak vemo, da približno tretjina uporabnikov je pa tudi precej mlajših. Na označbi energijske pijače sicer piše, da ni primerna za otroke, vendar so te označbe zelo majhne. Ne le proizvajalci pijač, spretni pri manipuliranju z mladino so tudi trgovci, ki v bistvu nudijo energijske pijače v bližini šol, v kombinacijah, spet bomo rekli, v teh normalnih kombinacijah sendviča in energijske pijače in to takoj v vhodu v trgovino. V igro zavajanja mladih so vstopili celo organizatorji maturantskih plesov. Obvestila nas je ena od psihologin ljubljanske srednje šole, kjer so v bistvu na maturantskem plesu vsi maturanti dobili darilo enega od znanih proizvajalcev energijskih pijač, ki jim je obljubljal, da jim bo pač v njihovi nadaljnji življenjski poti dal krila. 3 na spletu najbolj izpostavljene organizatorje maturantskih plesov, Bolero, Mega Maturant in Life je Good, smo vprašali, če so pri organizaciji plesov že sodelovali z dobavitelji energijskih pijač. Odgovoril nam ni nihče. Kaj storiti, da bi otežili dostop mladim do takih napitkov? Nekatere države so že poskušale s prepovedjo prodaje. To se nekako sliši kot najbolj enostaven ukrep, čeprav v resnici ni tako zelo enostaven, zato ker energijske pijače za razliko od alkoholnih pijač in pa tobačnih izdelkov niso tako zelo jasno definirane in se v bistvu ne nazadnje tudi industrija energijskih pijač zelo hitro prilagaja potem. To smo videli v državah, kjer so pač se česa takega polotile. Z Ministrstva za zdravje so nam odgovorili, da kljub vsem preventivnim akcijam, ki jih izvaja država preko Inštituta za javno zdravje, energijske pijače ostajajo priljubljene. Zato bodo strokovnjaki preučili možnosti za sistemske ukrepe. Prepoved prodaje mladoletnim bi bil lahko eden izmed njih.